Ali je imel Cicero prav ali ne, je v nekaterih primerih težko reči. Vsekakor pa velja, da se morajo tako stranke kot njihovi predstavniki in predstavnice dobro pripraviti ne samo na volitve, ampak tudi na delo, ki naj bi ga opravljali v parlamentu. Nenazadnje bodo odločali o pomembnih zadevah, ki se tičejo tako države kot nas, državljanov in državljank. Pa vendar se je nekaterim strankam zataknilo že pri sestavljanju seznamov kandidatov in kandidatk v volilnih okrajih. Ene ne zadostujejo ženskim ali celo moškim kvotam v posameznih okrajih, razloge za to pa iščejo v različnih interpretacijah zakona ali celo v teoriji zarote. Glejte, mi smo kot lista Združene levice in Sloga predali skupne liste. Mi smo bili prepričani, da z kvoto, ki smo jo dali, zadostujemo tem kvotam. Se pravi, mi smo imeli 7 žensk, 3 moške, eno teh moških je bil dejansko v 2 okrajih, ker ne piše striktno, da je na okraj ali na osebo, in zato smo bili prepričani, da je tudi prav. Najbolj smešno pa je tole, da nas na to do tistega roka, ki je zakonsko predpisan, niso opozorili, da bi lahko to popravili, ker nikjer v zakonu ne piše, da se tudi kvote moške in ženske ne da popravljati v tistem roku, ki je zakonsko določen. Podobne težave imajo tudi v Združeni desnici. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo pritožbo Združene desnice zoper odločitev novomeške volilne komisije. Ta je zavrnila njihovo kandidatno listo zaradi premalo žensk. Čudeži se dogajajo v Sloveniji in tudi tokrat se je čudež zgodil. Nova ljudska stranka in Glas za otroke, koalicija Kangler in Primc imata več kot 44% vseh volilnih okrajih po Sloveniji ženske. V Novem mestu imamo 4 volilne kraje od 11 pokritje z ženskimi spoli in potem mi naj nekdo izračuna in pove, koliko je 4 od 11, je 36, zakon pravi pa 35% morajo biti volilni okraji pokritje z ženskimi. Pa vendar v Mariboru zadostujejo pogojem. Tako tudi ostali kandidati, ki bodo na torkovem in sredinem soočanju predstavili svoje programe in odgovarjali voditelju na konkretna vprašanja. In morali bi dati tudi konkretne odgovore. Tako na primer o zdravstvu, čakalnih vrstah in mnogočem, kar bi že moralo biti rešeno. Mi smo v prejšnjem mandatu, oziroma vsi smo si želeli, državljanke in državljani, da uresničimo zdravstveno reformo. Do te zdravstvene reforme v tem mandatu žal nismo prišli, vendar sistem, ki je sedaj v zdravstvu, je skrajno potreben te reforme, kajti 25 let že nimamo novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tako da ta projekt bomo morali v tem naslednjem mandatu izpolniti. Ključna težava, ki jo pa sedaj vidimo oziroma se nam je še porajala v tem mandatu, pa je čakalne dobe. Kaj nam torej obljubljajo kandidati in kandidatke, kaj od tega je uresničljivo in kaj so zgolj prazne besede, bomo kmalu videli. Da se ne bodo izpolnile Cicerove besede in da boste imeli moč odločanja zaradi pravih informacij, pa vas vabimo k ogledu predvolilnih soočanj v naslednjem tednu na našem programu.